En lep pozdrav. A se vam je že kdaj pri osebnih sestankih s strankami zgodilo, da so le-te imele kakšen ugovor ali kakšno skrb? Verjetno je vaš odgovor ja. Tudi sam sem imel v svoji karieri že več kot 500 osebnih sestankov s strankami in praktično ne spomnim se primera, ko bi stranka podpisala pogodbo z nami, ne da bi imela predtem še kakšno skrb, še kakšno vprašanje ali pa kakšen ugovor. In v tem videu vam bom predstavil eno izjemno tehniko, s katero boste lahko tudi sami odgovarjali na te skrbi, ugovore strank in s tem bistveno povečali verjetnost, da bodo na koncu stranke kupile od vas. To tehniko sem stalno v karieri uporabljal in jo še vedno uporabljam tudi sam in pripeljala me je, torej to je tudi ena od tistih tehnik, ki mi je pomagala do tega, da sem prišel od katastrofalnih rezultatov pri prodaji do tega, da uspešno zaključujem več kot 80% osebnih sestankov. Pa si jo poglejmo. Torej najprej, kaj je sploh problem? Problem je, da pri vsakem nakupu imajo stranke določene skrbi ali ugovore. In to ni nič slabega. Zato, ker če stranka, potem ko ste ji predstavili svojo rešitev, nima skrbi, nima nobenega ugovora, nima nobenega vprašanja, potem to nakazuje samo na eno stvar. In to je, da stranke zadeva sploh ne zanima. Torej, če pomislite nase, ko ste recimo se odločali o nekemu pomembnemu nakupu, vedno ste imeli že kakšna dodatna vprašanja, vedno ste imeli kakšne skrbi, vedno vas je še nekaj zanimalo. In to, da recimo ne bi imeli nobene skrbi, nobenega dodatnega vprašanja, to bi kvečjemu pomenilo, da vas zadeva sploh ne zanima in da se hočete čim prej znebiti tistega prodajnika. Verjetno imam prav. In zdaj pa takole, če sami ne znate pravilno obravnavati in razrešiti tistih skrbi in ugovorov stranke, boste izgubili prodajo. Kajti, če stranki v glavi na koncu ostane samo še ena skrb, samo še ena nerazrešena zadeva, potem ne bo kupila. Torej, morate pri prodaji izjemno dobro znati obravnavati in razrešiti vse te skrbi. Zdaj pa takole, moje izkušnje, ker sem pač v svoji karieri sem imel že ogromno prodajnikov, zaposlenih v mojem podjetju, sam sem opazoval dosti drugih, ki so meni prodajali in skratka imam tukaj ogromno izkušenj iz prakse. Tako da videl sem, da večina podjetnikov ali pa prodajnikov naredi pri tem odgovoru na skrbi stranke dve veliki napaki. In ti dve veliki napaki običajno uničita možnosti za uspešno zaključeno prodajo. Zdaj, kateri sta? Prvič, se stranko začneš ustvarjati spor. Torej, stranka ti zaupa recimo, ampak ne vem, če se nam boste znali dovolj prilagoditi. Ali pa reče, ampak to je mal nad našim budžetom, to je mogoče mal predrago. In zdaj, to je čist normalen ugovor. In zdaj tista največja napaka, ki jo naredijo prodajniki oziroma podjetniki, je pa to, da začnejo tukaj negirati stranko. Ne, sej to ni res, mi nimamo tako dalje. Torej, začnejo dejansko negirati tisto, kar je stranka rekla. In to je ena ogromna napaka in kasneje vam tudi pokazal, kaj je rešitev za to napako. Ker če ti začneš negirati stranko in ustvarjati spor, ne boš nikoli uspešno zaključil posla, ker samo poglabljaš ta razkorak. In drugi problem je, da ne izoliraš skrbi. Torej, stranka ima lahko več skrbi in če ti ne veš, da ima stranka več skrbi, lahko čist narobe odgovarjaš. Okay? Tako da, dajmo si pogledati zdaj rešitev za ti dve napaki. Torej, kako lahko odgovorite na neko skrb oziroma ugovor stranke na takšen način, da boste res povečali verjetnost sklenitve tega posla. Prva stvar, ki jo vedno naredite, ko vam stranka zaupa neko skrb, je to, da se ji zahvalite. Super, hvala, da ste mi to povedali. To je pomembno vprašanje, to je pomembna skrb. Okay? Torej, kaj smo s tem naredili? S tem smo dejansko stranko pohvalili, da nam je zaupala neko skrb. In s tem smo ustvarili eno dobro okolje za njo, da nam je pripravljena tudi povedati še kaj več, še kakšno drugo skrb, ki jo ima v glavi in tako naprej. Ker spomnite se, če ima stranka samo še eno nerazrešeno zadevo v glavi, ne bo kupila. Okay? Torej, morate najprej ustvariti neko varno okolje za stranko, kjer se bo počutila varno, da vam lahko pove stvari, da vam lahko pove, kaj jo še skrbi. Okay? In s tem, da se ji zahvalite, da jo pohvalite, da vam je zaupala prvo skrb,
s tem to naredite. Okay? Torej, izredno pomembno. Ne tukaj stranko vsega začeti kregati in tako naprej, ampak hvala, da ste mi to povedali. Torej, pohvala. In druga zadeva, tukaj bomo pa mi izolirali to skrb. Torej, hočemo ugotoviti, ali ima stranka samo to skrb, ali ima še kakšne druge zadeve. Torej, rečete stranki preprosto takole. Torej, všeč vam je naša ponudba in ste pripravljeni iti naprej, skrbi vas le, pa ponovite tisto, kar vam je povedala. Recimo, skrbi vas le, da je to malo, nad vašim budžetom. Ali pa skrbi vas le, da se mogoče vam ne bomo znali dovolj prilagoditi. Okay? Torej, tukaj poveste samo, všeč vam je naša ponudba, ste pripravljeni iti naprej, skrbi vas le X. Ne? Torej, s tem mi izoliramo skrb. Kajti, če stranka ima še kakšno drugo skrb, vam bo tukaj povedajo. Okay? Torej, vaš cilj je, da ugotovite, ali obstaja tukaj še kakšna druga skrb, ali je to edina. Kajti, če je to edina, potem seveda boste s tem, da jo razrešite, imeli potem prosto pot do zaključka prodaje. Če pa tukaj ugotovite, da ima stranka več skrbi, potem seveda boste drugače pristopali in boste potem še seveda šli te druge raziskovati. In tretjič, odgovorite s tehniko PPU. Torej, tehnika PPU se imenuje počutite, počutil, ugotovil. Je zelo enostavna tehnika in izjemno pomembna tehnika oziroma učinkovita tehnika za odgovarjanje na ugovore oziroma skrbi. Prvič, stranki rečete, razumem, kako se počutite. Okay? Ne rečete, ja, ne, sej nismo dragi, ne, sej naša konkurenca je pa takšna, ne, sej bomo se vam znali prilagoditi in tako naprej, ampak vedno stranki pritrdite. Okay? Vedno rečete, razumem, kako se počutite. Razumem, super, ne? Torej, vedno ste na isti strani s stranko. Okay? Stranka tukaj hoče videti, da ste jo poslušali in da jo razumete. In tako ji torej vi nakažete, da jo razumete in da ste jo slišali. To je vse. Drugič, rečete, tudi pri podjetju recimo ABC so se počutili tako in imeli to skrb, ko so se odločali. Torej, kaj tukaj naredite? Tukaj stranki nakažete, da ni edina, ki je imela ali pa ki ima isto skrb. Torej, stranki hočete pokazati, da so še druge stranke, ki delajo z vami, imele isto skrb, ko so se odločale o sodelovanju z vami. Okay? Torej, niso sami. Gospod Janez, niste sami. Okay? Torej, tudi pri podjetju XY, pa tudi gospod ta in ta, s katerim zdaj delamo, so se počutili tako in imeli to skrb, ko so se odločili. In s tem dejansko povežemo, da niso sami. In tretjič, to, da ko so se odločili za sodelovanje z nami, so ugotovili in potem nadaljujete z neko zgodbo, mora biti seveda resnična, ali pa z neko krajšo študijo primera. Torej, to, da ko so se odločili za sodelovanje z nami, so ugotovili in potem poveste recimo zgodbo, kako dejansko so ugotovili, da tisti strošek ali pa tisti budžet, ki so ga imeli, da konkurenčne ponudbe so bile bistveno drugačne, da so imeli manj težav, da so imeli potem, da so dejansko uspeli bistveno večje koristi dobiti, ali pa ne vem, kako ste se znali prilagoditi in tako naprej. Skratka, v odvisnosti od ugovora oziroma skrbi, ki jo ima stranka, jim odgovorite z neko zgodbo ali pa krajšo študijo primera, ki rešuje ta problem. Okay? Torej, zgodba, ki stranki pokaže, kako so druge stranke, s katerimi zdaj delate, razrešile to situacijo in kako potem niso imeli več teh težav. Tako da gre za eno zelo enostavno tehniko v 3 delčkih. Potem pa na koncu samo še enkrat vprašate, a sem s tem odgovoril na vaše vprašanje, imate tu še kakšno skrb? Okay? S tem pa hočete ugotoviti, a ste zadevo zdaj razrešili. Okay? Torej, tukaj samo še ugotovite, ali ste razrešili zadevo in ali ima stranka še kakšno dodatno skrb na ta način. Zdaj, kaj smo s tem dosegli? Prvič, stranki ste dali občutek varnosti. Stranka se v vaših rokah počuti varno in vam pove več stvari. Okay? In na ta način seveda lahko lažje zaključite prodajo. Potem izolirali ste skrb. Torej, pogovarjate se res samo o tisti skrbi, ki vam preprečuje, da bi prišli do prodaje. In tudi ugotovili ste s tem, ko ste izolirali skrb, da stranka res še nima nekih drugih skrbi, ki bi jih potem morali ločeno obravnavati.
Pokazali ste, da so imeli tudi drugi podobne skrbi, kot jih ima ona, torej stranka ni sama, in pokazali ste, da se stranka nima ničesar bati. Torej, razblinili ste tiste njen ugovor, razblinili ste tiste njene skrbi, to ste dosegli s to dobro zgodbo, zelo dobro načrtovano zgodbo, ki res mora biti takšna, da razblinite skrbi, da razblinite ugovore. In na koncu ste še enkrat preverili, da stranka nima še kakšne druge skrbi, tako da dejansko, ko enkrat to naredite in če ugotovite, da ni nobene druge skrbi, potem seveda so odprta vrata za zaključek prodaje. S to tehniko, ki je zelo enostavna, ampak izjemno učinkovita, boste zaključili uspešno bistveno več sestankov, kot jih zaključujete zdaj. Torej, je SAT zelo veliko izkušenj, zelo veliko sestankov, tudi sam jo zdaj stalno uporabljam. Najprej sem jo spoznal v eni malo drugačni obliki pri Brianu Tracyju, potem pa, ko sem jo dejansko še sam malo dodeloval in izboljševal, je na koncu prišla v to obliko, ki jo tudi zdaj učim na mojih delavnicah. Tako da, dajte jo uporabiti, zagotovo boste bistveno povečali učinek na vaših sestankih.